12-letna Nuša nam je pisala: "Slišala sem, da so se v Ameriki ugreznila tla in je človek padel v luknjo. Ali se kaj podobnega lahko zgodi tudi v Sloveniji?" No, vaše vprašanje je naš ukaz, zato je Jan zadevo takoj raziskal. Ugrez na igrišču za golf na Floridi, na ulici ob robu hiše v Gvatemali, na križišču ceste v Mehiki in na avtocesti v Teksasu. Da bi raziskal misterij ugrezov, sem se odpravil na Inštitut za raziskovanje krasa. Gre za pojav, ki nastaja tam, kjer imamo nad kraškimi kamninami, kot so na primer apnenca ali sadra, debelejšo plast nevezane kamnine, kot je na primer pesek ali glina. Kadar dežuje, voda skozi zemljo pronica do apnenca, ki se topi in pod plastjo zemlje nastane podzemni prostor. Plast zemlje ostane ves čas nespremenjena, vse dokler se podzemni prostor ne širi in se na koncu pod težo plasti zemlje sesuje. Nastane ugrez, ki je lahko velik od enega pa vse do 100 metrov in prav toliko lahko meri v globino. Torej pri nas, seveda kljub temu, da je kras, pogoji največkrat niso taki za nastanek teh velikih ugrezov, kot na primer na Floridi. Raziskave so pokazale, da pojav ugrezov ni nekaj novega, čeprav se o njih zadnje čase veliko poroča. Gre za naraven proces, ki že od nekdaj nastaja v naravi. Na nek način je tudi večja medijska pozornost namenjena temu. V Sloveniji se torej ni treba bati, da bi zgrmeli v ugrez, večja je verjetnost, da pri nepozorni hoji zgrešite stopnico.